En lep dober večer, dragi moji. Dobrodošli na Soul Room Show. Me veseli, da smo danes skupaj ponovno, da se lahko spet spomnimo stvari, o katerih smo se že pogovarjali, oziroma o katerih je fajn, da se vedno znova pogovarjamo. In ko sem danes razmišljala, o čem želim z vami govoriti, mi je prišlo na misel, da vas vprašam, kako vi doživljate svojo lastno vrednost. A imate o sebi občutek, da ste okej, ali da se znate ceniti, ali da znate nekako vse videti stvari, ki so lepe, svoje talente, svoje potenciale. Ali imate s tem težave? Zakaj vas to sprašujem? K meni hodi kar veliko ljudi in večina teh ljudi ima s tem probleme. Probleme z lastno vrednostjo. In potem sem se nekaj časa spraševala, a specifični ljudje hodijo k meni, ki imajo s tem probleme, ali je to splošno problem. In zdaj malo bolj to raziskujem. In ko se pogovarjam tudi z ljudmi izven, prihajam do tega, da večina imajo ljudje s tem probleme. In mene zanimajo stvari malo tam v ozadju, zakaj je tako. In ker sem zadnjič brala eno raziskavo, kjer je raziskava govorila o tem, ali ljudje, ki imajo srečno otroštvo, imajo v življenju več sreče, več zadovoljstva, boljše odnose, kot tisti, ki nimajo srečnega otroštva. Koliko to vpliva? A je to res tisto najbolj, kar mogoče zaznamuje človeka, ali obstaja še kaj drugega? No, raziskava je ugotovila, da v bistvu nekaj to sigurno drži. Ampak da tudi te, ki so kot imeli srečno otroštvo, nimajo ravno idealnih odnosov, in kar je najbolj pomembno, da tudi oni, ki so imeli mogoče veliko pohvale, to, kar si vsi želimo, da bi nas ljudje, mislim, da nas bi starši hvalili, da bi nam kaj lepega povedali, nimajo tega občutka v sebi toliko močnega, da so zaradi tega zdaj oni super pa dobri. Oziroma, da pri teh ljudeh je celo več narcisoidnih ljudi. To se pravi, da so vase zagledani, ki so imeli mogoče tako navidezno v redu življenje v svojem oziroma otroštvu. Torej, če na nas vplivajo odnosi, vplivajo okoliščine, vplivajo vzgoja, ampak kaj še vpliva? Kaj pa še vpliva in kaj je še vzrok, da imamo to samopodobo slabo? In da je toliko majhen procentov ljudi, ki ima dobro samopodobo in da ima nekako zadovoljivo svojo lastno vrednost. To je res tako nenavadno. Ker v bistvu zaradi tega, ker je ta primanjkljaj, mi iščemo nešteto raznih kompenzacij, da bi ta primanjkljaj nekako zakrili ali pa da bi ga odpravili. In seveda teh kompenzacij imamo na tem materialnem svetu kar nekaj, ali so to neke naše navade, neke naše potrebe ali pa neke fizične stvari, to zdaj niti ni važno, ampak na koncu pridemo do tega vzroka, ker se vse ne počutim dobro, ker se ne počutim dovolj vreden, iščem potrditev v zunanjem svetu, iščem zadovoljitev z nečem, da bom nekaj koristen, da bom naredil nekaj dobrega, da bi seveda v ozadju, je ta podzavest, dobil za to neko pohvalo ali pa potrditev, da sem v redu. Če mi odmaknemo vse to, kar želimo dobiti od sveta, vse te potrebe, kot pravim, po tej potrditvi, hvali in tako naprej, pridemo do ene notranje, lahko rečem tako, prizadetosti. In zakaj je ta prizadetost, če nismo recimo imeli neke zahtevne izkušnje v življenju, tudi vsakmu človeku prisotna? Mene to namreč zanima. Zakaj v bistvu se pri vseh ljudeh, to pa lahko rečem, tam v ozadju, iz koder izhaja potem tudi majhna samo lastna vrednost in tudi ljubezen do sebe, zakaj imamo tam noter? Torej nekje tam globoko nas, ki se mi ponovadi ne oziramo, to rano, ki jo dejansko jaz tako tudi vidim, iz katere izhajajo vsi te občutki.
In zakaj je tako majhen procent ljudi, so sigurno, da ne delam komu krivice, ki ima dejansko v sebi pozitivnost, ki ima v sebi dober odnos s sabo, ki ima lepo notranje počutje, ki ima občutek, da je dober, da je vreden, da ima nekaj na nek način, kar je tista vrednost, ki je trajna in za katero ni treba nič narediti. In ker se s temi vprašanji dosti srečujem in jih raziskujem, ker me zanima, kako smo mi do teh ram prišli, zakaj v bistvu je to not vsakemu človeku, sem ne samo, da to raziskujem, ampak sem dobivala skozi življenje veliko pogledov, da mi kot ljudje dejansko smo v nekem pomenu, v povprečju govorim, z nekimi nagnjenostmi, zaradi katerih svet ne gledamo pozitivno, niti gledamo bolj dramatično in ne znamo se veseliti življenja. Ko so prišle te knjige Secret in tako naprej, so se ljudje po pozitivnosti učili. In polhan je bilo to happy in daj, mi smo super, pa smo pozitivni v smislu naučimo se tega. No, danes v zdajšnjem času je tega govora bolj malo, ne govori se toliko več o tem, ljudje nekako toliko več ne prakticirajo afirmacij in tako naprej. Zakaj? Zato, ker ni delovalo. Je za kratek trenutek, pa tudi sigurno se je kaj spremenil, ampak generalno pa to ni spremenil tega, kar zdaj govorim. Generalno pa v nas to še vedno je. In zakaj je? To bi bilo super, če bi se več ljudi sprašvali, kaj je z nami, ne narobe, ampak kaj se dogaja v ozadju, kdo z nami manipulira, kaj delajo tam nekje v ozadju z nami, ki smo tukaj na zemlji, da je tako, kot je. Ali pa kaj so naredili z nami, ker je da zdaj mi živimo eno tako življenje brez nekega večjega smisla, v povprečju, ne govorim, da nima noben smisla, ampak v povprečju pa dejansko tako je. Kje so vzroki, in še bolj me zanima to, kako te vzroke odpraviti. Ker jaz ne verjamem, da se to ne da odpraviti, zato se tudi s temi stvarmi ukvarjam in ljudem to poskušam pomagati, da to odpravijo. Ampak še nisem zadovoljna, ker jaz nisem zadovoljna. Mene raziskovanje pelje naprej. Ker nisem še čisto do vseh odgovorov prišla, ker dobivam odgovore, ampak to, kar jih dobivam, je tako šokantno, da v bistvu, če bi mi vedeli, kaj se z nami dogaja, z nami v smislu naših duš, da z nami trgujejo, da nas prodajajo, da z naše vrednosti, pa smo pri vrednosti tisto, kar nam je dal stvarnik, da se to uporablja, vem, da boste šokirani, na borzah, takih in drugačnih, da se s tem manipulira in da zato tudi, če čist tista ozadja pogledamo, tam ne moramo čist popolnoma nič narediti z nobenimi tehnikami, pa čist z nobenimi pristopi, ki jih poznamo iz knjig, ker nič ne deluje. Lahko se mi slepimo, da deluje. Lahko si mi rečemo, no, pa je zdaj boljš. Verjamem, malo si lahko olajšamo. Ampak generalno, dragi moji, se bomo pa mogli zbuditi in se zase potegniti in iti v tista temna ozadja, kjer v bistvu smo mi last nekoga. In mi smo last države, dragi moji, in si nas ta država lasti in s vašimi tudi rojstnimi listi in s tem, kar vi ste kot človek, koliko ste težak, manipulirajo in vas kradejo. In o tem se ne govori. Seveda, da se ne. Ker so velike koristi od tebe, človek, ki si tukaj na zemlji, ker si v bistvu živa baterija. Naredijo te pa, dragi moji, za mrtvega. Da se komi gremo čez življenje, ker imamo toliko premale energije, da bi kreirali, da bi ustvarjali, da bi bili živi, da bi bili energični, ker je jasno, ker nam poberajo. In jaz se že dolgo časa ukvarjam
koliko naše energije, naših lepih, čudovitih esenc poberajo v naši familiji, v naši rodbini in si lepo razdelijo, da poplačajo svoje dolgove. Kaj pa šele tista ozadja, ki niso lih te direktni predniki pa rodbina, ki dejansko vodijo v narekovaju ta svet, oziroma ga v ozadju, se imajo za gospodarje in si nas lastijo. In zato, dragi moji, to je en tak zelo res, če bi temu rekla, šokanten podatek, se naša vrednost iz nas črpa. Ker mi smo od stvarnika dobili vrednost. In kaj je ta vrednost? To so naši darovi. Naši potenciali, naše lepote. In jaz vas vprašam, če vas zdajle vprašam, koliko vi tega imate, verjamem, da mi tega sploh ne boste znali povedati. Zato večina ljudi prihaja k meni in me sprašujejo, kakšni so njihovi darovi, kakšni so njihovi potenciali. Kako da danes ta človek ali pa mi vsi skupaj tega ne vemo več? Ja, zato, ker s tem nekdo manipulira odzadaj, ker si to lasti. Potem so pa posamezniki, katerim se to daje v polnosti in so izstopajoči in imajo vse. In se mi oziramo, kaj z nami narobe, da oni imajo vse jim laufa. Ja, dragi moji, to so pa nastavljeni, zato da nam tečejo sline dol. In gledamo, kako enim life dobro teče, kako enim fajn, zato ker imajo vse, ker jim vse štima, nobenih problemov, mi pa skozi ene probleme. In skozi se ukvarjamo z nekimi situacijami, skozi imamo neke skrbi. Zakaj je ta razlika? Ja, zato, ker so te določeni plačanci postavljeni, da v bistvu nam dajo ta občutek, da je z nami nekaj hudo narobe. Z nami, dragi moji, je res nekaj hudo narobe. In kaj je narobe? To, da nič ne naredimo, to je narobe. Zato, da se pustimo in da smo naučeni, da smo ovce in da gremo v nekem pomenu za nekom, ki je nekako dominanten, zastraševalski, diktatorski in da se ne vprašamo, je to prav. In dejansko, ko verjamemo, tudi ne nazadnje v naše voditelje, jim dajemo še dodatno dovoljenje, da v bistvu z nami kot dušami delajo v resnici to, kar si oni zamišljajo, ne to, kar je za nas dobro. Verjemite, da niti enega od vas ni nikomur mar, razen če imate slučajno kakšnega bližnjega, ki vas ima rad. Drugače pa, če mislite, da je državi kaj mar, mislim, da ste že dojeli, da ne, da je kakšnemu sistemu kaj mar, niti v sanjah, da je kjermukoli kaj mar, razen, da se pravim, če so to res redki posamezniki, niti v sanjah. V bistvu smo mi v narekovaju, mi smo zaželjeni, da pridemo bolence, da imajo od nas masne denarce, ker nam dajo vse živo od cepiv naprej in tako naprej, kaj še vse. In je super, da pridemo tja, ker spet dobijo na naš račun denar. Torej vse se vrti okoli denarja in kje se ga bo čim bolj izkoristilo. Oziroma, kje se bo nas čim več izkoristili, da ga bodo drugi dobili, ne mi. Zakaj mi, če nas je božanstvo dal tukaj na zemljo, nimamo tistega osnovnega največkrat notranjega občutka, da bo za nas preskrbljen, da imamo vsega dovolj. Zakaj mi nimamo? Zakaj imamo poln skrbi? Zakaj imamo stres? Zakaj imamo strahove? Zakaj ne živimo enega mirnega življenja? Je, ker ni ozadjen, dragi moji, to interes. In mi, ki imamo tukaj nekaj noter v srcu, eno, temu reči dušo, ne? Lahko bi rekli tudi esenco, lahko bi rekli tudi duh, vse mogoče lahko rečemo, ampak nekaj imamo, kaj od zgori, no? Tako preprosto vam rečem, bi se moral zbuditi in si vzeti tukaj na zemlji svoje mesto. Zato vam jaz tokrat rečem, ne mislite, da ste nemočni. Začnite se obračati na to notranjo moč in zavejte se, da vrednost vi še vedno imate. Ne glede na to, da z nami delajo res stvari, ki niso ok. Da se dogajajo take in drugačne situacije, ki bož, da jih ne vemo, ker mogoče bi nas to preveč prizadeli. Ampak dajmo se postaviti
noter v to, kar je v nas, to, kar prihaja od zgoraj, ker to je pa vse, kar rabimo. Je vrednost, je ljubezen, je samo oskrba. In naj nam bo interes kopati most, oziroma most prehod, sem hotela reči, iz tega našega uma, kjer nam govorijo, kako naj razmišljamo. Se imamo mi non-stop neke glasove, ki nam govorijo, kdo smo mi, pa kaj smo mi, same laži. Dajmo mi izstopati iz tega uma, ker se z nami, ne da se pogovarja, on nam kar govori in nam ukazuje in nas straši po svoje. Pojmo skopati tukaj ta na nek način, ne bom rekla predor, ampak skopljamo pot do našega srca. Dajmo se tega lotati, dajmo odmetati to, kar so nam dobesedno nametali. Dajmo se odločiti in to množično se odločimo, da ne bomo več to glavo poslušali, da ne bomo skozi umu in da bomo šli v to mehko energijo našega čudovitega bitja, ki nas komi čaka, da ga najdemo in da prepoznamo, da smo to mi in temu, dragi moji, ne morejo več nič vzeti. Niti mu nič ne morejo škodovati. Škodujejo, ali pa to, kar bom rekla, je vsa ta manipulacija, je možna, dokler mi ne spoznamo resnice. In ko jo spoznamo in jo živimo, se ta možnost, da smo še nekako last, začne zmanjševati. In verjemite, da so že ljudje, ki se s tem resno ukvarjajo, da ta resnica pride na površje in bo prišla preko slej. In da so ljudje, katerim je mar za to, da bi nam bilo lepo v življenju. Ne, da pravzaprav se non-stop borimo z meni na veter in nikoli ne pridemo na čisto. Koliko ljudi reče, pa pride malo do denarja, pa pride neka zadeva, pa mi vse pobere. Pa ne vem, pa se nek avtoservis, crkne neki. Skratka, zakaj se to dogaja? Ja, zato, ker če imamo mi denar, mi si lahko omogočimo tudi stvari, ki nas osrečujejo, ker nam je tudi fajn, ne? In če ta denar ni pod nekim nadzorom in kontrolo sistemu, kar pa žal je, ne? Je to seveda še toliko lažje, ker potem smo sproščeni. Če pa je to v ozadju nek kontrolni sistem, ker nedvomno je, ne? Ki nam omejuje, koliko imamo mi denarja lahko in koga ne smemo imeti. Ja, pa mi to čutimo in kdo ta kontrolni sistem postavlja, dragi moji, res malo vemo. Jaz se vsak dan znova čudim, kaj vse zvem. Res vemo malo, da smo preverjani non-stop, da so vsi naši računi, da imamo kontrolo nad našim denarjem, da se ve, koliko v bistvu trošimo, kaj trošimo. A vam nikoli to ne gre da bi rekli čez glavo, dajmo nekaj narediti, da ne bo več tako. A smo se res prijaznili, da smo dejansko v tem zaporu? Ker to je, če mene vprašate, to je, saj je lep, saj imamo malo rost, pa imamo malo kakšnih stvari, ki nas malo ne pomirijo, ampak malo olajšajo, ne? Malo kakšnega cvička ali pa kaj tam, če ste na Dolenjskem ali pa kjerkoli, pa misliš, da je malo boljš. Malo nam dajo tako enih takih drobtinc, čukrčkov, v smislu malo, da malo pozabimo, koliko je težko, ne? Ampak dejansko, če tako realno pogledamo in se iskreno vprašamo, a je ta zemlja svobodna, boste dobili odgovor, ne, ta zemlja še zdaleč ni svobodna. In kar hočejo še dodatno narediti, ne, je še večji zapor. In zato je treba, da se dvignemo in zbudimo in da prepoznamo, kaj vse so nas nalagali, kaj vse nam govorijo, ker je čista, absolutna, popolna dezinformacija, kjerkoli, v šolah recimo, cel kup enega napačnega nauka nenazadnje v religiji, ne? Vse narobe. Tistih pametnih informacij, kako živeti, kako biti na nek način usmerjen, fokusiran, kako biti v svoji energiji, nam pa noben ne pove tega. Do tega moramo pa sami priti, pol, ker nam že gre vse narobe, ker ne moramo več nekako shendlati, pol, ker začnemo brskati in se tega učiti, ampak to ni takrat, ko to najbolj rabimo.
In zato pridemo, ko smo že v nekem svojem obdobju življenja, izčrpani, nam se nič več ne da. Jaz pa ne verjamem, da to zdaj tako mora biti. Jaz pa verjamem, da je energije dovolj. In da ni treba, da smo izčrpani, da se nam nič več ne da, da nima nobenih idej, da nima nobenih motivov, kaj v življenju delati. Se pravi, energije je ogromen, sam dostopa skozi naš do te energije imamo manj. Ker seveda ali pa malo, ker je ta energija po našem omejena, koliko jo lahko dobite. Izven je pa neomejena energija. Izven tega je pa tako, kot je Tesla že o tem govoril, vir za kozmos, za vse neizmeren. In dajmo imeti to naravnanost, da je te energije toliko veliko, da si mi lahko vse z pravo naravnanostjo povrnemo nazaj, kar smo izgubili skozi čas, kar je največkrat zdravje in še marsikaj. In kar bi zelo poudarila, ker sem prej začela govoriti o tej rani, kako bomo se tega rešili, ne? Zelo pomemben podatek, ne verjeti v prizadetost. Ne verjeti v to, koliko ste vi bogi in koliko ste žrtve, koliko vas zdaj boli, ko so vas prizadeli, ko so vas izdali, ker to je v veliki meri stvar naše interpretacije ali pa z drugo besedo nekega vzorca, da se mi tako počutimo. Jaz verjamem, da ste marsikaj doživeli hudih stvari, ampak dajte na stvar pogledati tako, da je to bila vaša življenjska pot in ne se narekovaj valjati v tej bolečini. Za vas je to super, da se ne valjate, mislim, ker vam ta bolečina izčrpava vašo energijo. In kam ta energija gre? Vprašajte se, vam zagotovne. To se pravi, nekdo to energijo krade na ta način, da vas meče v bolečino. To se pravi, če boste se tako počutili in boste v samopomilovanju, dajte se vprašati, ali je to res treba? Ali se jaz iz tega lahko dvignem, ker je to zgolj in samo en program, ki me drži. In ne verjeti v to, ja, krivice so, ampak ne jih doživljati, ker je to preveč za srce naporno. Ne doživljati, koliko je bilo takrat hudo, pa zakaj je bilo hudo, pa kako da se je vam lih to moglo zgoditi, pa zakaj se drugim ne zgodi. Ta vprašanja ustvarja naš oziroma so v našem in na to ne boste nikoli dobili odgovora. In zato ga ne iskati. Bož da ne, pozabite življenje, kakršno je bilo. Se zahvalite za to življenje, rečete, ne bom se vračal, ne bom se vračala, ampak ga pogledam kot mojo izkušnjo, lekcijo, šolo in iz tega zdaj izstopim preteklosti in živim samo zdaj. In ta zdaj nam omogoča spet kreacijo, ta zdaj nam omogoča spet biti tukaj zdaj živ in nikoli ne smete pozabiti, vi ste živi, ker imate živo iskro v sebi. Niso vsi živi. Tisti, ki so živi, imajo željo, da pridejo do božanstva. Tisti, ki pa ne, jim je pa čisto zadost, da na teh materialnih stvareh nekako ustvarjajo svoje življenje ali pa da jim je to edini cilj. Če pa je v vas iskra, potem je v vas hrepenenje po tej enosti. Potem, da se zlijete v to enost nazaj in da nisem ta povprečen kolektiven življenje dovolj, ker dejansko ni. To je samo preživetje. Vi ste za več kot samo zato, da preživite to življenje. Vi ste zato, da sijete, da žarite, da ste tukaj priče, da obstaja nekaj več. In da ne nazadnje zato, ker ste pričevalci in ker ste tukaj z namenom, da ta svet postane boljši, to delite. Zavejte se sebe, cenite se, vedite, da ta vrednost ni od tega sveta in jo nikoli na zemlji ne boste dobili. Tista vrednost, ki si jo želimo, ja, če bi bilo vse prav, pa bi jo tudi čutili. Žal jo ne. Torej moramo se obrniti na drugačno vrednost. Tista, ki je resnična in ta je od zgoraj, če rečem. Ni od tega sveta. Tako da to vam zelo priporočam, da pozabite, da vam bo svet kdajkoli karkoli dal. Ljudje, okolica, ne. Nič vam ne bojo dali, ker tudi sami nimajo. Zato iščite ljubezen v izpolnitvi sebe, v povezavi s seboj, v povezavi s svojo
notranjo iskro in se za to zahvaljujte, ker to je dragoceno. Ko to najdete, ko to čutite, vi ste srečnejši. In iščite to. Pa ne, da iščete, vi ste to v resnici že našli, samo ozavestite. In imejte o sebi, ne glede na to, kaj so vam povedali o vas, kakšno mnenje imajo drugi o vas, svoje lastno mnenje. Ne dovolj, da imajo drugi mnenje o vas, oziroma ne verjamete mnenju o vas, ki ga imajo drugi, namesto da imate vi svoje. Ne mnenje, ampak svojo povezavo vzpostavljeno, ker pol ne rabite mnenja. Ker ko ste v povezavi, se ne ukvarjate več v glavi, kdo ste, ker to veste. In želim vam, da izstopite torej iz tega uma, to je za vas dober, ki non-stop nekaj sprašuje, se ukvarja, zakaj to, zakaj ono, kako bi bilo, če bi bilo. Skratka, čim manj razmišljite. In naj se vam začne po domače fučkati. In dajte zmanjšati pomembnost stvarem, ki se vam zdi, da so zelo pomembne. In čim manj imejte skrbi, in ko se pojavijo strahovi, podvomite v njih in se učite sproščeno in lepo počutiti v sebi. In tudi zdajle vas povabim, da za nekaj trenutkov zaprete oči. Nekajkrat vdihnete in izdihnete. Se povežete s tem, kar je res vrednost. To je vaša božja iskra. In za nekaj trenutkov pustite, da skozi izdih jo začutite po celem svojem bitju, kot da vas ta iskra spet prže, vam da spet to luč, svetlobo v vas. In čutite, da je ta božanstvo tukaj in sedaj, zdaj v tem času in tem trenutku na zemlji. In da to ni bilo še toliko in toliko časa nazaj. In se povežite s tem. Imate zdaj to, kar ste prej vedeli, da nekaj obstaja, tudi na zemlji. Obstaja. In zato niste več sami. Zdaj imate na zemlji ambasado Božanskega kraljestva. Zato, dragi moji, začutite to dragocenost, da se na nekih nivojih lahko zdaj tudi vi povežete s to ambasado. In tudi vi uveljavite svoje pravice, ki jih imate kot pravice božanstva, ki vam jih do zdaj nihče ni povedal, da jih imate, da uveljavite na zemlji. Vem, da je to nenavadno slišati, ampak to, kar dejansko vam stvarnik daje in vam je bilo do zdaj odvzeto. Torej, imate neko svojo dediščino, s katero pa vi ne upravljate, ampak upravljajo drugi. Zahtevite jo nazaj. Ker ste dediči božanskega in ste spet prišli na zemljo. Da tukaj nastane kraljestvo, oziroma to je že. Ampak da to zato začne tudi živeti. Da je to v fizičnem, materialnem svetu, da to ni neka prispodoba, ampak da to dejansko obstaja. In zato čutite, da niste sami, da nas je skozi več in več po celem svetu, ki se začenjajo zavedati, da niso od tega sveta. In čutite, da vam v srcu beseda Kristusa sporoča:
Ti si luč. Ne boj se. Izstopi iz povprečja. Dovoli si biti drugačen in zamenjaj razmišljanje. Ne rabiš zunanjih potrditev in pohval, da si dober, ker ti si dober. Ker to, kar je tukaj v tebi in je duh, je najbolj čudovita stvar, ki sploh obstaja. Spusti svoje skrbi, bremena in se dvigni iz te sivine in slavi, zahvaljuj se, da si del te veličine, del enosti, tako zgoraj kot spodaj. Čas vrnitve. Vrnitve v to enost, ljubezen je pred vrati. Zato ta vrata odpri. Jaz sem vrata, ki jih nihče ne more zapreti. Naj duh v tebi živi, te vodi in ti povrne moč, ljubezen in radost. Hvala vsem vam, ki ste pripravljeni slišati več od besede, ki jo slišijo ušesa. Vabim vas, da pridete tudi na zapis duha. Za vas smo pripravili eno poletno akcijo, tako da je cena zdaj kar precej, bom rekla, sprejemljiva ali pa taka, da boste lahko si to privoščili, če ste imeli do zdaj mogoče zadržke ali pa niste imeli možnosti. To je tista moja na nek način je to moj dar, da se vam približam, da boste lažje prišli, ker ta zapis, ki je zdaj za vas pripravljen, vas bo še bolj nekako spodbudil, ker to ni samo zapis branja nečesa, ampak je hkrati tudi spodbuda vašega duha. Tako da, dobrodošli. Mir z vami. Lahko noč.